Čau, Uroš tukaj, Skimitar Running Academy in danes smo že v drugi epizodi kratkih poučnih filmčkov o tehniki trail teka. Danes bomo govorili o teku v klanec. Zakaj? Zato, ker je to verjetno prva asociacija, ko tekačem govorimo o trail teku. Tehnike oziroma teka v klanec je večino tekačev strah, pa temu ne bi bilo treba tako. Res je, ne bom vam že na začetku ne bom lagal, da je to lahka stvar, da je tek v klanec lahek, ampak po drugi strani pa lahko izdam eno skrivnost in to je ta, da v bistvu večina trail tekačev v klanec hodi. Tudi gorski teki, trail teki so v veliki meri, včasih tudi več kot 50%, sploh kar se tiče daljših preizkušenj, sestavljeni tako iz hoje, pa na drugi strani malenkost teka. Tako da že na začetku vas lahko pomirim, da tek v klanec, to je ena stvar, v katere vas ne rabi biti strah. Druga stvar pa je ta, da se lahko klancev lotite pametno in to na ta način lahko lažje preživite. V vsakem primeru ne držite se načela, če grem hitreje v klanec, ga bo prej konec, ker ga ne bo, pa še spust bo potem veliko težji. Pametno na ta način, da izkoriščate elastično energijo, ki je shranjena v našem telesu in je praktično v neomejenih količinah, medtem ko je tiste kemične kar hiter konec. Zato se klanca lotite v kratkih korakih, tečete čisto s kratkimi koraki, samo za pol stopala in pristajate na sprednji del stopala. Na ta način se energija shranjuje v ahilovih tetivah in se vrača pravzaprav čisto brezplačno. Zakaj? V bistvu, ko mišica napne tetivo, se ta raztegne in nazaj deluje kot elastika, ki vas vrne v nov korak. Še ena stvar je, poskusite čim več uporabljati roke. Te nagibajo predvsem naprej nazaj in na ta način ustvarjajo moment, ki vas še dodatno ponese v nov korak. Se pravi tek. Na drugi strani, če je klanec enostavno prestrm, začnite enostavno hoditi, zato ker je tudi velikokrat to bolj ekonomična odločitev. Na ta način boste prihranili energijo, na ta način boste prišli na vrh klanca veliko bolj sveži, na ta način boste lahko na spustih bolj uživali. To je to.